Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Prvo nedeljo v oktobru obhajamo rožnovensko nedeljo in evangelij nas nagovarja takole. Iz svetega evangelija po Marku. Tisti čas so pristopili farizeji in da bi Jezusa preizkušali, so ga vprašali, ali je dovoljeno možu odsloviti ženo. Odgovoril jim je, kaj vam je naročil Mojzes? Rekli so, Mojzes je dovolil napisati ločitveni list in jo odsloviti. Jezus pa jim je rekel, zaradi vaše trdosrčnosti vam je napisal to zapoved. Na začetku stvarjenja pa jo je Bog ustvaril kot moža in ženo. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno telo. Tako nista več dva, ampak eno telo. Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje. Ko so bili v hiši, so ga učenci spet spraševali o tem. In govoril jim je, kdor se loči od svoje žene in se oženi z drugo, prešuštvuje z njo. In če se ona loči od svojega moža in se omoži z drugim, prešuštvuje. Prinašali so mu otroke, da bi se jih dotaknil, učenci pa so prinašalce grajali. Ko je Jezus to videl, je postal nejevoljen in jim je rekel, pustite otroke naj prihajajo k meni in ne branite jim, kajti takšnih je nebeško kraljestvo. Resnično povem vam, kdor ne sprejme Božjega kraljestva kakor otrok, nikakor ne pride van. In objemal jih je, polagal nanje roke in jih blagoslavljal. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Božja beseda rožnovenske nedelje nam govori o tem, kako smo ljudje ustvarjeni za skupnost. Ni dobro za človeka, da je sam, pravi Bog v prvi Mojzesovi knjigi, in Adamu ustvari Evo. V evangeliju farizeji preizkušajo Jezusa z vprašanjem, ali je možu dovoljeno odsloviti ženo. Vprašanje, ki ni bilo aktualno samo v Jezusovem času. Verjetno je še veliko bolj aktualno in pereče danes. A Jezus daje povsem jasen odgovor. Zveza med možem in ženo je nekaj svetega. V Novi zavezi je ta zveza povzdignjena na stopnjo zakramenta. Ko se mož in žena cerkveno poročita, sprejmeta drug drugega in si obljubljita, da si bosta ostala zvesta v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju, da se bosta ljubila in spoštovala vse dni življenja. Ko skleneta zakrament svetega zakona, v njuno zvezo vstopi Bog. Od takrat naprej to ni le njun projekt, pač pa je tudi Božji projekt. Po zakramentu svetega zakona sta zakonca poklicana, da živita zakramentalnost svojega odnosa v vsakdanjem življenju. V tej realnosti ne prevladuje samo romantika, pač pa vsak dan prihajajo kakšne nove skrbi, preizkušnje, stiske, neuspehi in razočaranja, velikokrat tudi občutki strahu in negotovosti. Zakonca se soočata s svojo nepopolnostjo in grešnostjo. Če bi se zanašala samo na svojo voljo in na svoje moči, potem marsikdaj v zakonu ne bi mogla vztrajati. A to, da sta cerkveno poročena, pomeni, da sta zavezo sklenila med seboj in z Bogom. Bog je tisti, ki vstopa v njun ranjen odnos in jima pomaga. V težavah lahko zakonca spoznavata, da sta eno, da sta od Boga drug drugemu podarjena z namenom, da bi drug ob drugem rasla v svetosti in tako zorela za večnost. Ta projekt zakonskega življenja pa zahteva veliko vztrajnosti in truda, predvsem na duhovnem področju. To pomeni, da zakonca redno molita drug za drugega, drug z drugim in da skupaj z otroki molijo kot družina. Mesec oktober je posvečen Mariji, kraljici rožnega venca. Da bi razumeli, zakaj je ravno oktober mesec rožnega venca, moramo pogledati nazaj v zgodovino.
Praznik Rožnovenske Matere Božje je bil vpeljan v svetniški koledar cerkve sredi 16. stoletja. Leta 1571 je namreč Evropi grozila turška nevarnost. Takratni papež Pij V. si je zelo prizadeval, da bi krščanski vladarji Evrope združili svoje sile v boju proti Turkom, hkrati pa je ljudi pozval, naj z molitvijo rožnega venca kličejo pomoč Božje Matere Marije. Prošnja je bila uslišana. 7. oktobra 1571 je prišlo do pomorske bitke pri Lepantu in turško ladjevje je bilo povsem uničeno. To zmago so že od samega začetka pripisovali molitvi rožnega venca. Papež Janez Pavel II. Je zapisal: moliti rožni venec ni nič drugega, kakor premišljevati Kristusovo obličje skupaj z Marijo. K molitvi rožnega venca nas spodbuja tudi sama Božja Mati Marija v svojih prikazovanjih. Že sama podoba rožnega venca z jagodami, ki so povezane med seboj, nas spominja na izjemno povezovalno moč molitve. Molitev razširi naše srce in dvigne naš pogled k Bogu. Vsak delček našega življenja ima mesto v Božjem odrešenskem načrtu. Molitev nas povezuje v občestvo. Tudi ko molimo sami, v duhu molimo z vso cerkvijo. Če boste veroučence v nižjih razredih osnovne šole vprašali, kaj je molitev, boste skoraj sigurno dobili odgovor, da je molitev pogovor z Bogom. Pa mi dovolite, da ob koncu vsem nam, sebi in vam, postavim vprašanje. Kako se mi pogovarjamo z Bogom? Koliko se pogovarjamo z Bogom? Kdaj se pogovarjamo z Bogom? Torej, kako, koliko in kdaj molimo? Naj bo mesec oktober spodbuda, da bomo poživili svoj odnos z Bogom, tudi tako, da bomo redno molili. Želim vam lep in blagoslovljen teden.